Pozdravljeni, danes si bomo pa pogledali kvadratno funkcijo. Kvadratna funkcija je ena izmed potenčnih funkcij, ima pa prekrasne lastnosti in zato jo bomo pač podrobno spoznali kot eno izmed potenčnih funkcij. In najbolje, da kar začnemo. Takole. Zdaj, kvadratna funkcija je oblike f od x je ax na kvadrat plus bx plus c. A, b in c so elementi realnih števil, a pa ne sme biti enako nič. Za vas je pomembna tale formula. Se pravi, imamo kvadratno funkcijo, ki je take oblike. Tej obliki se reče splošna oblika, spoznali bomo pa še enih par drugih. Dve, če sem čisto natančna, ne? A-ju rečemo vodilni koeficient, C-ju pa prosti člen oziroma konstantni koeficient. Oblika grafa je parabola in v bistvu poznamo dve obliki parabole, ki si jih bomo potem ogledali. Najprej, za primer, bomo pa pogledali različne oblike kvadratne funkcije in se boste naučili določiti tele člene A, B in C. Se pravi, recimo, takle dajmo primer. Določi A, B in C naslednjim funkcijam. Tako, naša prva funkcija bo takole. F od x je 3x na kvadrat plus 2x minus 4. Pa določimo A, B in C. Po naši formuli piše, da je A tista črka pred x kvadratom. Tista številka pred x kvadratom. In v našem primeru je pred x kvadratom številka 3. Se pravi, da je tole A3. B je številka pred x-om. Številka pred x-om v našem primeru 2. In C je sam. Se pravi, nima nobenega ne x-a, ne x kvadrata. Ne, samski bogi revež. Paziti morate, da zraven vzamete tudi znak. Ali minus ali pa plus. Minus 4. Ok. Pa poskusimo še ene 3 funkcije, da nam to sede v kri. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, da bomo znali potem uporabljati formule in določiti določene lastnosti kvadratne funkcije. No, pa dajmo zdaj recimo x na kvadrat plus 5. Spet je treba določiti A, B in C. A je tista številka, ki pove, kolikokrat se pojavi x kvadrat. Kolikokrat se tukaj pojavi x kvadrat? Sicer nič ne piše, ne, ampak to je tako n krat x kvadrat, se pravi 1. B je tista številka, ki nam pove, kolikokrat se pojavi x. Ni ga. Se pravi, pojavi se ničkrat. Nič. In pa še C. C je pa tista številka, ki je brez x-a, boga revica. In to je 5. Takole. Dobro. Pa še bomo poskusili. Tole bomo zdaj odstranili. Pa gremo C. Poskusite zdaj sami, pa bom dala malo časa. Se pravi, f od x je 3 plus 2x minus x na kvadrat. 1, 2, 3 ste poizkusili. No, tale pa ni zložena po vrsti, ne. Ponavadi smo imeli x kvadrat na prvem mestu, x na drugem, pa c na tretjem oziroma število na tretjem. Ampak še vedno je a tista številka oziroma tista številka, ki se pojavi pred x kvadratom. Pred x kvadratom zdaj kolikokrat se pojavi?
pojavi se minus krat, ne, kaj tu manjka? Manjka 1. Minus enkrat se pojavi. Potem b je tista številka, ki je pred x-om, to je 2. In pa c je tista številka, ki je sama 3. Okej. Pa še zadnji primer, recimo y je x na kvadrat minus x. A je v našem primeru 1, b minus 1, c, c je pa ni, ne. In ker ga ni, napišemo nič. In to je to, ne. Jaz mislim, da to ni težko, ampak če znate a, b pa c dobro, pa še 4 formule, potem je kvadratna funkcija, kar se tiče nalog, čisto popolnoma osvojena, ne. Res, druga ni nič težkega tu, ne. Tako da, tako. No, zdaj si pa poglejmo nekaj lastnosti te kvadratne funkcije, preden se jo naučimo narisati. Rekli smo nekako, da imamo dve možnosti za graf kvadratne funkcije. In sicer bomo najprej, preden narišemo ta graf, bomo rekli takole, ne. Zdaj, graf kvadratne funkcije je parabola, ne. Takole dali en podnaslov date, ne. Graf kvadratne funkcije. In zdaj, kakšna je parabola, je odvisna od a črke. Se pravi, od a črke. Če je a večja od nič, potem je ta parabola obrnjena navzgor. Parabola je en tak U, ne. Druga možnost je pa, če je a manjši od nič, potem je pa ta parabola obrnjena navzdol. No, kot vidimo, ne, zdaj, če bi tako pogledali tole funkcijo, tu sta zdaj koordinatni osi x pa y, da ne pozabimo označiti, potem mi bi znali narisati graf kvadratne funkcije, če bi neke točke poznali, a ne. In točno določene. Vse preseke, kjer seka graf x-os, bi mogli poznati. Potem bi mogli poznati tudi tale presek, kjer seka y-os, ne. In pa še tale, kjer se tale hribček lomi, ne. To pa je tale točka, ki je tukaj najnižja, v tem primeru pa najvišja točka, a ne. In tej točki rečemo T, teme. Zdaj, tile dve točki, kjer graf seka x-os, te smo že poznali, to so ničle. Ničli v bistvu, ne, ker sta samo dve. In pa tule je presek z y-osjo ali začetna vrednost. Se pravi, mi bomo lahko grafe risali, če bomo poznali 4 točke. 1, 2, 3, 4 točke. Se pravi, dovolj bojo 4 točke, ne, lahko bi si jih pa, ne vem, 300 izračunali in upali, da bi med njimi zadeli tudi teme, a ne. Začetna vrednost, ne. Takle bomo napisali začetna vrednost. Evo ga, se pravi, tukajle bi bilo teme, ki je v tem primeru najvišja točka. Tukajle bi bile ničli, ne, kjer seka x-os, in tu, kjer seka y-os, bi bila začetna vrednost. Tako. Se pravi, T kot teme. To je, ne vem, če je ena tema, množina je teme. Več tem. Teme, ne. Okej, na te točke se bomo še vrnili, prav. Tako da ni problema, si ne rabite tega toliko zapolniti, važno je zdaj samo, da je pač graf parabola. Parabola. In pa, da parabola je obrnjena pač v različne smeri. Se pravi, če je tale a tukaj večji od nič, potem je navzgor obrnjena. Če pa je a manjši od nič, se pravi minus 1, minus 2, minus 3, pa je obrnjen navzdol. Tako, zdaj pa, predno gremo si pogledati, kako se te 4 točke zaračunajo in koliko se potem nariše graf, bomo pa narisali eno tako osnovno kvadratno funkcijo,
Lepo, a ne? Se pravi, osnovni primer. Naše funkcije f od x je x na kvadrat. Zdaj, kaj že znamo s kvadratno funkcijo početi, je določiti a, b in c. Pa določimo. A je tista številka, ki je pri x kvadratu. Enkrat x kvadrat, se pravi, to bo 1. B je tista številka, ki se pojavi pri x-u. Ni x-a, se pravi nič. In pa c je tista številka, ki se pojavi sama. Pa tudi se ni pojavila, se pravi, tako imamo situacijo zdaj a, b pa c. Je 1, nič, nič. Ker pravzaprav v tej funkciji še nič ne vemo, se bomo lotili na naš način, tak tisti klasičen. Naredili bomo tabelo in izračunali par vrednosti. Se pravi, x pa y. Pa dajmo reči f od x. Pa dajmo tele, ne. -2, -1, nič, 1. Pa 2. In zdaj vstavimo noter. F od -2 je -2 na kvadrat, kar je 4. Potem imamo f od -1, to je -1 na kvadrat, je 1. F od nič je nič na kvadrat, je nič. F od 1 je 1 na kvadrat, je 1. In pa f od 2 je 2 na kvadrat, je 4. Tako. Pa napišemo zdaj te vrednosti, se pravi, to je 4, 1, nič, 1 pa 4. Tako. In zdaj bomo te točke vrisali v koordinatni sistem. Prva točka je -2, 4. Se pravi, -2 pa 4 gor. Pozabite označiti koordinatnih osi. -1, 1 je tule. Nič, nič je tule. 1, 1 je tule. Pa 2, 4 je tule. Tako. In povežemo vse te točke. Čez teme, navzgor, hopala. Poskusite bolj naravnost kot jaz, ne. Takole, tole mi je malo en ovinek ušel. Tako, ne, zdaj, ko smo že tako vešči teh lastnosti funkcij, lahko še določimo lastnosti tele naše funkcije. Mogoče definicijsko območje, kje je definirana ta funkcija. A imamo kake probleme, kje ne bi mogli izračunati, ne vem, milijon na kvadrat gre. Nič na kvadrat, včasih je v ničli problem, tudi gre. Se pravi, karkoli bi vstavili, bi mi lahko izračunali na kvadrat, a ne. Se pravi, da je x element vseh številk. Katerokoli vzamemo, vse bo v redu. Zaloga vrednosti. Zdaj, če mi vstavimo noter, ne vem, 2, dobimo vrednost 4. Se pravi, tukajle zgoraj ne bo problema, a ne. Ampak tule spodaj pa nimamo tehleh vrednosti. In če bi tako pogledali, tule vse pri negativnih vrednostih nimamo nikjer grafa, pol se pa začne pri nič in gre do neskončno. Se pravi, y je tu element pri zalogi vrednosti in jih imamo od nič pa do neskončno. Kje zdaj recimo pada? Pada v tem delu navzdol, se pravi, če bi pogledali po x-u od minus neskončno pa do nič. Narašča. Narašča tule od nič pa naprej, se pravi, x je element od nič do neskončno. Kje je pozitivna? Pozitivna je vse tule, ne, pri nič se malo dotakne ničle, se pravi, bi takole rekli, x je element od minus neskončno do nič in od nič do neskončno. Potem imamo še negativno.
negativna je od nikjer ni, ne, se pravi, bomo rekli, da ni negativna. Potem pa lahko iz tega izberemo še ničle. Ničle so tam, kjer se dotika x osi, ne, se pravi, da je ničla, nič, nič. In hkrati je to kar tudi začetna vrednost. Bomo rekli začetna vrednost, jo bomo zdaj vedno označili z a. Nič, nič. Tako da se jo malo navadimo. Tako, zdaj to je ta osnovna kvadratna funkcija. Ker je a je večji od nič, je obrnjena navzgor, a ne. In pa najnižja njena točka, tole, bo pa naše teme. To pomeni, da tu se spremeni, ne, tu je zdaj padala, potem pa tu začne naraščati. Se pravi, to je neka ključna točka, njen vrh oziroma njena najnižja točka, ne, njeno dno. Tako, to je bil zdaj osnovni primer kvadratne funkcije. Zdaj si pa poglejmo neke znane točke na kvadratni tej enačbi, ne.